Imate kaj treme? Ja, seveda. Imam kaj. A lahko začnemo? Vse okrog nas se prebuja v novo življenje. Preštevilne oblike in vrste kar tekmujejo med seboj, da bodo mogle svoje bivanje čim bolj razviti. Kljub minljivosti in umiranju se do konca borijo za življenje. Edino človek, ki se svoje umrljivosti zaveda, se lahko ujame v zanko utrujenosti, naveličanosti in obupa. Vse bi naredil, da bi svojo bivansko ogroženost odstranil ali vsaj pozabil. Potem postane življenje še težje. Veselo znamilo velikonočnega jutra pa nam odpira nov pogled. Upanje ni samo optimizem. Pravo upanje je obup premagan z vero v Jezusa Kristusa. Upanje je povezano z občestvom in ima zadnji razlog večno življenje. Kdor veruje v Kristusa in je s krstom vstopil v njegovo smrt, bo deležen tudi njegovega vstajenja. Zato je križ naš spremljevalec, obenem pa vir novega upanja. Odkar je Kristus izbral pot križa, nam je jasno pokazal pot, resnico in življenje. Če danes vsak dan okušamo smrt, je tudi zato, ker smo se pozabili vključiti v vir življenja. Evropa, ki zanika krščanstvo, zanika samo sebe in se izloča iz zgodovine. To velja tudi za našo Slovenijo. Žal je danes premalo srečanj s Kristusom v svetlobi velikonočnega jutra. Tudi pri nas se kljub močnim krščanskim koreninam, prečiščenim strpljenjem, največkrat srečujemo s Kristusom Velikega petka in Velike sobote, ki je v svoji cerkvi preganjan. Srečujemo ga tudi vseh, ki so vedno pripravljeni govoriti resnico in pričevati zanjo. Samo resnica nas bo osvobodila. Ob letošnji veliki noči smo povabljeni na srečanje s Kristusom, ki je prostovoljno sprejel izdajo človeštva in iz tega naredil čudež obnovljene ljubezni. Pomislimo na našo zgodovino. Kristus je bil obsojen v Rožmanu, zažgan v Volku, zaprt v Leniču, ubit v Grozdetu in tisočih mučencev. Danes pa trpi vsak dan zaznamovanim bičan z lažjo, zavrnjen na straneh tiska in številnih medijev in polit z obsodbami tistih, ki skušajo madeževati cerkev in njene pastirje. Še danes Kristus umira in vstaja. Vstaja v majhnih skupinah, v velikih družinah, v ozdravljenih narkomanih, v skritih dušah, v tebi in meni, ko nasprotnikom podamo roko, ko odpuščanje zmaguje nad maščevalnostjo, ko pustimo, da Sveti Duh deluje za mir in edinost v človeštvu, ki je še zmeraj nesrečno razdvojen. Vstaja na veliko noč vsakdanjega življenja. To je dan zmage dobrega nad zlim, ljubezni nad sovraštvom, milosti nad grehom, življenja nad smrtjo. To je zmaga Boga nad človeško bedo. Zato se nikar ne bojte Kristusa. Nič vam noče vzeti, dati pa vam želi vse, svoje življenje. Posebej se ga oklenite bolni in trpeči, osamljeni in obupani. Vsi zaživimo v luči vstajenja. Križ je postal edini izvir življenja, oznanilo upanja, ki ne vara. Naj življenje ustalega Gospoda napolni tudi vas in naš svet, ki hrepeni po resnici, pravici in dobroti.
kliče po Bogu. Felix, aleluja, veselo veliko noč vsem. Tudi vam.